Lepo pozdravljeni, nadaljujemo z dokumentarcem Oho film in sicer so z mano nastopajoči v filmu Matjaž Hanžek, producent filma Danijel Hočevar, soscenaristka Urška Jurman in pa montažer in soscenarist Matic Drakulič. Lepo pozdravljeni in čestitke za film. Hvala. Danijel, bi morda za začetek povedal, glede na to, da Damjana ni z nami, kako je prišlo do filma? Kdo je bil pobudnik? Mogoče vse Urška, kaj več pove, glede na to. V glavnem ideja je bila, nekaj časa smo se že o tem pogovarjali in razmišljali in Damjan in Urška sta sodelovala pri dokumentarnem filmu Kustusova soba o Kustusu Igorju Zabelu in potem je pač, mislim, da je 4-5 let nazaj dozorela ta ideja, da bi bilo zanimivo poskusiti, oziroma se lotiti tega kar zahtevnega zalogaja, sploh iz perspektive teh nekaj desetletij, odkar je skupina aktivno delovala in potem pač narediti en tak film, ki bi nekaj res teznega povedal o tem in izkoristil vse to bogato arhivsko gradivo, ki ga je skupina zapustila. Tako filme kot ostalo gradivo, ampak Urška, mogoče ti kaj več. 4 leta nazaj je Damjan Kozole pristopil do mene kot ene od scenaristov za sodelovanje pri pripravi dokumentarnega filma o Ohoju. Zdaj, če probam nekako povzeti tudi njegove besede, zakaj si je želel posneti ta film, poznal je eno delo, se pravi ustvarjalnosti skupine Gibanja Oho in se mu je zdelo, da je res zelo, zelo pomembno tudi za zgodovino slovenskega kulturnega prostora, da se ta dokumentarni film naredi, da se to nekako ohrani tudi za današnje in prihodnje generacije, kot pač res še danes navdihujoč nek kulturni in umetnostni pojav. No in seveda nekako srčika tega filma so seveda filmi skupine Oho. Ogromno telo arhivskega gradiva. Kako je potekalo zbiranje in kakšni so bili izzivi pri tem? Mogoče o izzivih kasneje Danijel Hočevar kot producent. V bistvu ideja filma, tako v grobem je bila predstaviti gibanje skupino Oho v vsej njeni kompleksnosti, v vseh nekih fazah spreminjanja, se pravi od neke predzgodbe Ohoja v začetku 60-ih v Kranju, potem v sredi in drugi polovici 60-ih v Ljubljani, do nekje srede oziroma začetka 70-ih let, ko se Oho kot umetnostna skupina sama ukine, ustanovijo komuno v Šempasu in pripeljati njihovo zgodbo do danes. Zdaj, kot vizualni umetniki tudi, Oho je bila vedno neka intermedialna v bistvu skupina, ustvarjalci, bili so aktivni tako na področju filma, fotografije, vizualne umetnosti, poezije, literature, teorije in tudi zaradi tega, ker so pač bili vizualci in filmarji del tega heterogenega gibanja ustvarjalnosti, so ves čas beležili stvari, ki so jih počeli tudi recimo kolegi iz področja performansa, vizualne umetnosti, tako da so res ustvarjali ogromno tega filmskega, arhivskega materiala na eni strani. Šlo je po eni strani za dokumente nekih drugih umetniških recimo akcij ali pa razstav, po drugi strani pa film tudi kot pač izrazno avtorsko delo. Jaz bi še to dodal, da gradiva je bilo ogromno in seveda je treba pač sploh danes urediti vse pravice z vsemi pač, ki arhivirajo oziroma ki posedujejo to gradivo. Mi smo imeli to srečo, da je navkljub tej res izjemni količini arhivskega gradiva to izredno dobro shranjeno tako v Moderni galeriji, ki hrani ogromno zbirko fotografij predvsem, kot tudi pri kolekcionarju Marinku Sudcu iz Zagreba, ki hrani filme,
cel kup objektov, ki jih je skupina v svojem delovanju izdelala. Poleg tega smo pač v iskanju, v samem raziskovanju in iskanju gradiva, ki bi nam lahko pri filmu pomagalo, imeli podporo tako RTV Slovenija, ki ima v svoji dokumentaciji veliko teh nekih filmov, ki direktno ali pa indirektno korespondirajo z ustvarjalnostjo skupine, kot tudi Radio Televizija Srbije in še Viba Film, katerega arhiv zdaj hrani Slovenski filmski center, pa še neki drugi arhivi v Srbiji in seveda v tujini. Uporabili smo tudi neko vizualno gradivo MOME in še nekaj teh drugih muzejev, tako da v bistvu je bilo zelo zahtevno in kompleksno vse to skupaj zbrati in urediti vse pravice, ampak lažje je, ko v bistvu to gradivo sploh obstaja, ker za veliko nekih ustvarjalcev, umetnikov ali pa pojavov ali pa časov, predvsem za ustvarjalnost iz 50-60 let v Sloveniji sploh nimamo zadosti gradiva in je to težava. Tu na srečo tega ni bilo, tako da smo lahko vse to bogato gradivo zbrali. Pa še eno stvar bi omenil, filmi so do neke mere digitalizirani, Matic, ti lahko poveš tudi mogoče kaj o tej tehnični kvaliteti, tako da vsaj ta nek korak, ki bi bil ekstremno zahteven, kako to sploh digitalizirati, kako to spraviti s formatov, kot so 8 in 16 mm, vse te filme, ki jih je skupina naredila, to je bilo že narejeno in to je bil en velik prispevek k temu, da se nam vsaj s tem ni bilo treba še ukvarjati. No, ena izmed težav ali pa recimo stvari, ki je otežila uporabo teh filmov v vašem dokumentarnem filmu, je bila recimo glasba uporabljena v izvirnih filmih. Bi lahko povedali kaj več o tem? Ja, mislim, imeli smo v Hojevskih filmih se uporablja glasba od Rolling Stonesov, od Pink Floydov, od Beatlov, Jimi Hendrix, Walker Brothers. Mi smo si celo prizadevali, da bi do nekaterih teh glasb lahko prišli, ampak je to danes razložil točno, koliko pač je dejansko blizu smo bili, ampak je nemogoče, da bi lahko za nedoločen čas dobili vso to glasbo, oziroma če bi že lahko si privoščili za nekaj, bi lahko imeli samo za določen čas, kar pa nismo hoteli, da potem film po nekem času umre. Tako da smo se zaradi tega potem odločili, da te glasbe seveda ne bomo uporabljali. Smo pa uporabljali neko avtorsko glasbo, ki jo oni že uporabljajo tudi v svojih filmih, tako da smo potem na tistih glasbi in tistih zvokih, do katerih smo imeli dostop, smo začeli graditi na te zvočne podobe in potem je Julij Zornik naredil še iz nekih svojih čist digitalnih postopkov na njihove glasove, je ustvaril še neke zvoke, neke atmosfere, s katerimi smo potem v bistvu polnili ta zvočni prostor, ker v resnici smo imeli dosti časa težavo, ker v bistvu na začetku je bila ta odločitev, da bomo v bistvu uporabljali njihove glasove, ne bomo jih pokazali in bomo večino oziroma prve 3/4 filma bazirali samo na arhivskem materialu. Tako da je v bistvu zelo taka stroga odločitev in potem, ker so te filmi lahko večinoma nemi ali pa ne moramo uporabljati tega zvoka, nam ostane samo atmosfera njihovih prostorov, kjer so snemani, ki pa se nam niso zdeli, mislim, niso dovolj prezentni, tako da smo mogli ustvariti neko zvočno podobo še pod tem, kar je pol na koncu Julij Zornik odlično ustvaril, se mi zdi. Mogoče bi sam še to dodal, smo pa v drugem delu filma uporabili. Tako, ja, potem, ja, v drugem delu se pa potem po odhodu v Šempas se pa začne uporabljati najprej neka Lajbachova glasba, s katero smo se v bistvu že prej igrali, če bi se uporabljala že čez cel film, pa se nam je zdelo mogoče preveč intenzivna za ta prvi del. Tako da smo se odločili, da v prvem delu ne bomo nič uporabljali, potem pa v zadnji tretjini filma naprimer pa se začne uporabljati Laibach glasba kot neka v bistvu Damjan to potem povezuje kot naprej gradnja avantgarde v Sloveniji, zato pridemo do Laibacha na ta način.
Matjaž Hanžek, bi lahko vi povedali kaj o tem, koliko časa je minilo, odkar ste nazadnje videli te filme, torej pred nastajanjem tega dokumentarca? Pol stoletja. Takrat, ko smo ne se razšli, ampak je vsak od nas začel delati nekaj drugega na temelju ohojskih izkušenj in raziskovanja, tam začetka 70-ih let. Od takrat naprej pač nisem teh filmov videl. Pa že takrat, ko jih je Naško snemal, smo redko kdaj, smo jih enkrat, dvakrat videli, pa skoraj pozabili na njih. Ne. Tako da mi je bilo to udeležba pri snemanju tega filma zelo dobrodošla, da sem malo obnovil. Vem, da smo takrat, ko smo se v Krušček dobili vseh 50 in še toliko teh Naškotovih filmov, še na novo pogledali, marsikjerga smo že vsi pozabili, nekatere smo se med sabo pogovarjali, da smo se stavljali informacije, kaj je bilo, kako je bilo, za nekatere še skoraj Naško ni natančno vedel, kako je že bilo. Je pač šlo 50 let, vsak je šel v svoje delo in smo imeli uho samo malo kot podlaga, pa kot spomin, in pa smo se pa seveda lepo vrnili v tiste mladostne čase. Ne. Koliko pa so se ujemali z vašimi spomini na tisto obdobje, ker se mi zdi, da si včasih v spominu potem večkrat preoblikujemo stvari, da se jih spomnimo drugače, kot so se morda v resnici zgodile, in potem na videu ali pa na kakšnem posnetku vidimo, da je bilo mogoče ni bilo čistko. Ne, to ni bilo. Bolj, da sem s temi filmi sem morda zapolnil tisto, kar sem pozabil vmes. Ne, pa drugače nisem videl. Recimo, zelo koristno je bilo ta obnavljanje naslova enega izmed filma. Morda, če dovolite, tudi povem, kako je vse to naše sodelovanje nastajalo. Ta Naškotov film Dela Gubanski limes je naslov nekega, Bdživ bok, ne vem. Ko smo se v Kruščeh pogovarjali, Naškota ni bilo, z Milenkom Matavničem igrava v tem filmu in nobeden od naju ni imel pojma, kako je to nastalo. In na moji razstavi, ki smo v lani v 47, koliko že, je bil pa tudi, in sem tam predvajali tudi te Naškotove filme, v katerih sem jaz nastopil ali pa v katerih sem imel kakršenkoli del, pa sem pa vprašal Naškota, da ti razloži, zakaj je ta Dela Gubanski limes takšen naslov si dal. Pa je rekel, tako smo se, veš, tako smo sodelovali. Jaz sem se izmislil nekaj, kaj bom posnel, sem poslal, takrat nismo imeli telefonov, dopisnice vama z Milenkom, da pridete takrat in takrat na Labore, smo šli odzad gledati in tam, ko se pripravljamo, ko sem jaz mislil razlagati, kaj bo ta videa počela, sem jaz gledal, tam so bili ti kozovci, pa je izgledalo kot Langobardski limes, je rekel, to je pa tako kot Langobardski limes, to je tisti zid, ki so ga delali pred Langobardi in tako naprej. In rekel, vidva z Milenkom pa sta bila dobre volje, pa sta se začela Langobardski, Bangotardski, tam pa sta se začela tako in začela skakati, se igrati, pa tako naprej. Je bilo to ključno, da sem jaz to snemal. Ko sem pozabil, kakšen imel scenarij, in sem pojel tak sneman tu. In ko sem pa montiral film, pa sem rekel, pa naj bo ta Langobardski limes, čeprav to nič ne pomeni. Tako približno smo tudi druge stvari delali. Ali si se malo zmislil, kaj boš naredil, ali si pa sploh bil brez idej in si se postavil v okolje in iz tega te samo okolje nekaj ponudilo, največkrat pa kombinacija tega. No? Tako približno, zdaj sem pa malo preveč govoril. Ma kdo kakšno vprašanje, kakšen komentar? Bi mogoče vi v tem smislu pa označili vaše
delovanje kot neka igrivost, ki je pa potem prevzela tudi nek pomen. Ja, seveda, vse bistvo vsega našega delovanja je bilo, da smo se igrali. Pa živeli. Ne? Jaz takrat, zdaj se sicer skozi govori, da smo delali umetnost, jaz takrat niti nisem razmišljal, da je to umetnost. Da je že prej antiumetnost kot umetnost. Jaz se spomnim, še sem to zgodbo sveči, že sem Milenkom sedela v Tivoliju, pa smo daljavi videli tisti Moderna galerija, pa zakaj treba galerija? To, ki je lepo, vse lepo v naravi. Tam so bili neki betonski liki, ne vem, čemu namenjali, nismo nič vedeli. So rekli, a ni krasna razstava, tukaj so tele like betonski, zakaj rabimo Moderno galerijo, pa to. Ne, se sem pridejo ljudje gledati. Sem se rekla, škoda, se ne slibo bojo pa tele like, ki je uporabnega iz tega naredili. Ne? Nisem vedela, kaj je pol čez nekaj mesecev, pa grem tam mimo, je bil pa to minigolf prvi, ker nisem prej niti vedel, kaj je to minigolf. Ne? Tako približno tako odnos sva imela do vsaj jaz, pa Milenko, do umetnosti. Bolj smo delali življenje, pa igro, pa vse ostalo in to imeli tudi za umetnost, no, ampak ni bilo bistveno. Drugi so pa to vzeli kot umetnost. Mogoče, če lahko še... Glede na to, a se vam zdaj zdi, da je film pokazal to, kar ste zdaj vi povedali, ali mogoče kaj manjka, ali so kaj dodali, lahko o tem malo poveste? Film, moram reči, da je odličen, jaz ne bi mogel boljše narediti. Vsekakor pa vsak človek iz svojega konca gleda in bi mogoče makar kaj drugega bolj poudaril, pa tistega. Ampak to jaz ne morem reči, da je kaj narobe, ampak to je njihov avtorski izdelek. Tako kot je moj avtorski izdelek nekaj drugega, ki sem dal, ko sem recimo v pesmih Cenzura in ostalo razsekaval slovensko literarno zgodovino, pa imel naredil. Je bil moj pogled na razne slovenske pisatelje, pa ne bom ben rekel, da je to za nič, ampak to je drugačen pogled in tako je tukaj s tem filmom. Jaz nimam niti ene črke, da bi lahko, jaz se samo občudujem, kako so to množica materijala, če sem na koncu toliko časa kaže samo kje, kaj, kot, kaj so pobrali, kako so lahko iz množice desetine ali pa stotine ur filmskega materijala plus vsega ostalega, ki je vse spravljen na uro pa pol. Mislim, to je že samo to, da to spraviš, je, bi rekel, en veliki umetniški izdelek. Tako da jaz ne morem kaj reči, da bi bilo kaj narobe. Pa da bi bilo kaj krasno, vse perfektno. No? Še kakšno vprašanje, še kakšen komentar, prosim? Prej, ko sem se pogovarjal s kolegico Urško, sem rekel, da čestitam ne za dosežek, ampak za presežek. In mislim, da je ta film zelo pomemben prispevek dobro, umetnostni zgodovini vsekakor, ampak tudi zgodovini nasploh. Mi smo v enem družbenem trenutno stanju, v katerem se vsiljuje pozaba, reinterpretacija in podobno. Ne? In jaz bom rekel, kar kontrarevolucija. No? In v kontekstu tega kako bi rekel, te reinterpretacije, tega brisanja zgodovine in tako dalje, se seveda vsiljuje novi generaciji pogled, kot da smo imeli v neko obdobje socializma, v katerem ni bilo čisto nič dovoljeno, v katerem se nič ni dogajalo, v katerem ni bilo nič pomembnega, v katerem smo bili intelektualno mrtvi in tako dalje. Ta film vse to odlično demantira in to, bom tako rekel, to ni nek efekt, ki ga kar tako dosežeš. Tukaj je bila dejansko opravljena, bom rekel, montaža, v katero je vgrajen koncept
tega, da se pravzaprav proizvaja nek smisel skozi, ki je hkrati interpretacija in reinterpretacija. Tako da film pravzaprav lahko gledamo tudi kot en, bi rekel, zelo prepričljiv in celo zabaven odgovor na vprašanje nekoga iz tega časa, namenjenega onemu času. Ne? Se pravi, vemo, da danes v pomanjkljivem pouku zgodovine in umetnosti zgodovine, jaz se namreč malo tudi na šolstvo spoznam, ne, v tej pomanjkljivosti velik del mlajše generacije pravzaprav nima pojma o tem, ne, kar se je dogajalo na teh področjih. Zdaj seveda rečemo, da je to bila umetnost, ne, ampak sami ohojevci za nazaj vejo, da je to bila vzhodnjaška filozofija, ornitologija, družbeno-kritična sociologija in ne vem, kaj vse bi lahko seštel v ta happening, ki je takrat za ohojem deloval. In končno bom še rekel tako, kdor danes hoče delati angažirano umetnost v Sloveniji, enostavno ne more uspeti, če se ne zaveda tega prispevka, ki je bil v 60-70 letih, predvsem po zaslugi skupine Oho. Seveda so se potem še nekatere druge stvari pojavljale, ampak Oho je bil, bom rekel, tisto, kar bi francoski filozof Alain Badiou rekel, je bil dogodek. Jaz bi še dodala k temu komentarju, da pa je predvsem po zaslugi tega filma ta dela sploh mogoče videti. Mogoče še čisto zadnje vprašanje, tudi delno navezano na vaš komentar. A se vam zdi, da bi bila danes skupina, kot je Oho, sploh mogoča? Nek drug Oho. Oho, ki se je ta zadnji odaš odspred pa on ga nazaj. Naprimer, ne vem. Ja. En mali tak anekdotičen komentarček, mislim, kaj je bilo recimo, najprej seveda čestitke za film, ne, kaj je bilo meni recimo ful zanimivo, ker sem se ravno vrnila iz New Yorka, ne, in bi človek pričakoval, da je recimo v Momi, ne, Oho, ne pa Gorgona. Tako da, mislim, sem bila kar malo šokirana, no, mislim, da enega dela od Ohoja v bistvu ni v Momi, enega dela, je pa ful Hrvatov, Gorgona, mislim, potem še ena druga umetnica, ki sem itak pozabila ime in tako naprej, no. Ne vem, a se, po moje bi morali, ne vem, neki vzpostaviti spet stik mogoče s kakšnim kustosom in pač tudi njih spomniti na nek zgodovinski spomin, sam to. No, samo če lahko se navežem na vaš komentar, dela Ohoja so v zbirki Muzeja moderne umetnosti v New Yorku. Mogoče niso bili ta trenutek na njihovi razstavi, ampak so v zbirki in ravno ta razstava Informacija iz leta 70, ki je tudi v bistvu prikažemo v dokumentarcu. Šlo je za v bistvu en zgodnejših svetovnih pregledov konceptualne umetnosti, na kateri je skupina Oho sodelovala kot ena redkih iz takrat tako imenovanega vzhodnega bloka. V bistvu ta razstava je bila ena v bistvu ključnih dogodkov 1970, da so prišli v bistvu zgodovino, tudi njihovo zbirko. Moram reči, da kot nekdo, ki prihajam iz področja vizualne umetnosti, dela Ohoja se vse bolj razstavljajo v bistvu na razstaviščih tudi pač po celi Evropi in širše, tako da upamo pa vsekakor, da tudi s tem filmom bomo prispevali k temu, da se obudi spomin in tudi zanimanje ponovno ukrepi za res še vedno navdihujoč umetnostni in kulturni pojav. Časa nam je na žalost zmanjkalo. Najlepša hvala vsem in čestitke še enkrat za Oho film. Hvala.